Ja, glede na to, da je prvo polletje že za nami, imamo že neke podatke tudi zbrane. Pravzaprav ugotavljamo, da je letošnje leto boljše kot preteklo leto. Mogoče, da smo se vsi skupaj navadili na te ukrepe, da smo ljudje našli tudi neke produkte, ki jih ponujamo tudi v Sevnici, ki so bolj povezani z nekimi naravnimi znamenitostmi, da je dogajanje usmerjeno v zunanje prostore. Pa vendar, kljub temu, ker smo poskrbeli za varnost obiskovalca, se je dvignil tudi obisk gradu. Potem nekaj več smo imeli tudi povpraševanja in tudi realiziranih izletov. Nekaj so nam pri sami promociji in povabilu obisku Sevnice pripomogli tudi turistični boni. Bom rekla, da to smo zelo dobro izkoristili že za samo namestitev. Prejšnji teden smo imeli prvo kapaciteto namestitev v vili prodano. Tukaj imamo tudi poslovnega partnerja, da to lahko izvajamo. Takoj smo se odzvali tudi na to dejstvo, da se lahko neke športne aktivnosti prodajajo, tako da smo prodali tudi nekaj sezonskih kart za bazen, tudi dnevni obiski, koncerti na gradu. In to dejansko vse dela neko prepoznavnost Sevnice, tudi obiski prireditev dogodkov. Še vedno ljudje prihajajo k nam z zanimanjem po kulturnih znamenitosti, po okušanju kulinaričnih dobrot. Grad jim je vedno neka posebna atrakcija, mogoče ravno zaradi te bogate vsebine, ki jo imamo. Tudi šole so se bolj odzivale v letošnjem letu, povečan obisk animiranih ogledov, se pravi sprehod preko gradu in njenih vsebin skupaj z grofom Uškonov. Glede na to, da smo tudi v prvi polovici in že lansko leto tudi močno delali na promociji večernega obiska z grofico Matildo, se je letos obrestovalo, tudi to je v porastu. Opažamo tudi, da ponudniki se nekako preko tega povezovanja z lokalno skupnostjo odločajo za nove produkte in jih skupaj v bistvu tudi na nek način promoviramo v tem prostoru in vzajemno podpiramo drug drugega. Ravno zaradi tega, ker želimo, da nas v tem času, ko je tujcev nekoliko manj, še vedno, bom rekla, v istem obsegu kot lansko leto, pa vendar manj kot v letu pred tem, se pravi v letu 2019, da nekako poskušamo po teh novih kanalih priti do teh končnih uporabnikov, tudi slovenskih obiskovalcev, da vidijo to ponudbo Sevnice, ker v našem zavodu merimo lahko obisk preko turistične agencije in gradu, pa vendar te posamezne obiskovalce, so to družinice, popotniki, tudi obisk avtodomov se je nekoliko povečal, ker to je zdaj tudi dosti hvaležen način obiska določenih krajev in tudi v Sevnici imamo pod gradom kar dosti, tudi na Lisci so se začeli obiski z avtodomi odvijati. Tako da moram reči, da s to povezanostjo dosegamo mogoče tudi eno posebno ciljno skupino, ravno tisto, ker smo nekako skozi vedeli, da Sevnica ne bo mesto za množičen obisk turistov, ampak nek butični obisk za posamezne ciljne skupine. Ampak ja, še vedno nas veseli tudi to, da, kot sem že omenila, da nas obiskujejo šole, vrtci, skupine s posebnimi potrebami, da smo tudi za njih našli neko ponudbo. Predvsem pa to, da delamo neke nove produkte, košarice, ki povežejo tudi neke zanimive točke po drugih krajevnih skupnostih, če ne govorimo zdaj o mestu Sevnica. Razvili smo knapovsko košarico v Krmelju, kjer povežemo to tematsko pot rudarstva s kulinarično ponudbo Repovža, ajdovsko košarico, kjer povežemo staro naselbino Ajdovski Gradec, potem kulinarično ponudbo Grobelnik. S tem pa tudi nekako vključujemo in delamo širšo prepoznavnost ponudnikov, ki so pridobili v letu 2020 znak kolektivne blagovne znamke, ki dokazuje neko ustrezno kakovost, boljša kakovost lokalne ponudbe in dejansko čez to tudi prepoznavamo, da je tudi sama kolektivna blagovna znamka Premium Posavje mogoče eden izmed tistih adutov, ki lahko pripelje še več turistov, ravno zaradi tega, ker je tudi povpraševanje po kulinaričnih dobrotah v porastu. Kar se tiče gostov, gre predvsem za enodnevne goste, oziroma kako je to, koliko časa preživijo v Sevnici? Ja, enodnevni gostje so pretežno, se zgodi, da kdo ima kakšno nočitev več, verjetno je to povezano tudi malo s poslovnim obiskom. No, kot že omenjeno, sem pa najbolj vesela tega, da se je
da je prišlo do povpraševanja za vilo, tu pa ponujamo vikend namestitev, 2 nočitve, ampak prišlo je tudi do podaljšanja tega aranžmaja, tako da si nadejamo, da bomo mogoče tudi s tem produktom spodbudili koga, da pride za več dni, ne samo v Sevnico, tudi v regijo Posavje, ker tudi sami gostje, ki pridejo v Sevnico, ugotavljajo, da je ponudba široka, ljudje, da so prijazni, da imamo marsikaj za pokazati in da je en dan premalo. Samo, če greš ti že kot turist v en kraj z iztočnico, da boš obiskal ta kraj en dan, si seveda ne boš kar nočitev naprej planiral, tako da je to treba nekako plansko pristopiti temu. Je pa res to, kar sem že tudi omenila, da razni dogodki in prireditve nam pomagajo pri promociji. Mi smo imeli v mesecu juliju skrito večerjo v parku na gradu in moram reči, da me je zelo presenetilo, da so obiskovalci bili prvič na gradu ali celo v Sevnici. Bi rekla kar skoraj vsi. Tako da je tudi ta podatek presenetljiv, da dejansko slišijo za Sevnico pa Posavje, se ne odločijo priti in da mogoče čez to, ko doživijo Sevnico in so zadovoljni, potem prenesejo osebno to naprej informacijo, da bo s časoma malo več turistov, ki si jih pa želimo, ker ponudbo imamo, sam opaženi smo malo premalo za naš interes.